Napake dišijo po uspehu. To je to. Govoriti z dobrim namenom. Aha, kak je primer kot tam? Ja, še? Se lahko primer. Ko vrneš uro na tla in se zlažeš, da je soba polna, da je soba polna. Aha, torej, ne velja veliko. Ali kdaj lahko vode? Namesto bi nekaj dobrega, ti možeš Nimo zdaj, 2 poveča 4, 100 poveča 4. Za obo črto pa smo napisali nesramne komentarje, igranje med poukom, nesramnost pa ni odgovornost. Ne obstaja. Fantje! Sto? Mata pa tapik. Daje, nekaj se. Say cheese. Cheese, ja. Zanikanje. Kaj bi pa naj to pomenilo? Zanikanje. Zavrneš nekaj. Zanikaš. Stane vse hruške in banane. Protection. Čekaj, bom se sredi. Toto je lepo, toto se je lepo. Špela! Zdravo, učitelj. O, super, ja? Ki boste v skupini pomagali? Nas mi je rekli, da... Odgovoren si bil takrat, če si si razporedil čas za učenje, se trudi pri testu, učenje ne odlaša na jutri, se veliko uči za test, pomaga sošolki ali sošolcu, vztraja pri različnih stvareh. Če na primer odstopiš, sedeš na vlaku starejši gospe. Zdaj pa je pod črto. Vdaja, obtoževanje, zanikanje, laž, iskanje krivca ali sumje, pregovarjanje, kreganje. Nad črto pa smo napisali pomoč prijateljem, učim se sproti, se ne norčujem iz ljudi, ki so drugačni od mene, spoštujem spoštovanje drugačnih, darujem stvari, ki jih ne potrebujem za ljudi, ki jih potrebujejo. Pod črto lažem učiteljem, sošolcem, obupam pri rokometu, nisem iskren do sošolcev, učiteljev in staršev, zmerjam sošolce, krivim sošolce, ne pomagam starejšim in se grdo obnašam. Izdelate kar se da visok stolp v višino iz materiala, ki ga imate. Treba se nam je zapravo.
Tako, učitelj za vas. Aplauz, bravo.